Par dni nazaj sem bil na telefonu s Tilom in je rekel, da se moram kaj oglasiti v njegovih koncih, ker je baje kar dosti za videti. Tako da danes gremo v Maribor. Odločil sem se, ali bi šli s testnim T-Rockom, ki ga imam zdaj od atmosfercev, ali pa za Tiplo. In se mi zdi, da vsi vemo, v katero smer bo šlo. Mičken update na teli zadevi. Ja, še zmer se gre čez sovoznikovo not. Par zadev sem dejansko uštimal, recimo to, da zdaj svet lučka. Smo pa včeraj imeli eno mini srečanje in sem končno po parih mesecih porajtal, zakaj ne delajo zvočniki. Največji razlog je zato, ker jih ni. Ja, dobro vedeti. Pa tule sem najdel za Tila, ki ima tudi on eno tako lepo petico. Zadnje cajte snemam Tiplico predvsem takrat, ko kaj ne dela. Tako da sem samo hotel reči, da imam tale avto res rad. Ne vozim me tu, kakor bi se želel, kar je škoda, ker se vsakič, ko se usedem not, boljš počutim. Pač majke mi. Bo pa tule danes kar velik test, zaradi tega, ker toliko daleč s Tiplico še nisem bil. A bo prišla, po moje bo. Ne vem, zakaj bi kdo dvomil, da prišla. Dobar dan. Jerry. Kaj je zdaj? Kaj dogaja? Pravo. A sta osupnjena? Da je prišla. Jaz sem brez besed. Res je elegantna rešitev. Pač it's a piece of art. Komot bi bilo v Louvru nekje postavljen samo ta blatnik. Jerry vozi in je tako pravno primoran, da se ne ukvarja z snemanjem. Tako da zdaj snema Gašper. Jaz pa vam razložim današnji plan. Torej, najprej zdaj gremo v Melje do dr. Krepsa, ki nas tam že čaka s kavico. Ura je 11. Kar je jutro za nas influencer. Ja, itak. Jaz sem se zbudil. Tam si bomo pogledali nekaj projektov, ki jih ima trenutno Kreps, pa njegovo osebno zbirko avto. Kaj povem kar naprej, ali bomo sproti pogledali? Ne bo presenečenje. Ok, presenečenje, kam gremo naprej. Zdaj pa Melje. Kateri drug avto ima za ta denar tako prešito armaturko? To še airbag je izvezen ven. Ja, tist celo dela. Meni se zdi, da je tale malo sas. Mi smo imeli multiplo, ko sem bil mali, ker pač je moj ata vedno rad vozil odštekane avte. Mislim, ki so ostalim ljudem bili mogoče celo grdi, ne? Celo škandalozna izjava. Celo morda slučajno. Zdaj pa vozi PT Cruisera, ne? Tako da ni več multipla. Ko sem bil mali, sem vedno gledal ta del armaturke in sem vedno pač mislil, da tripam, da je to obraz, ampak kako bi lahko videl kaj drugače. Če je taki robotek. Jaz račem, da je kot krsta od Drakula, ki je črna pa rdeča, veš. Pa nismo še izrazili the elephant in the room, ki je, da vsi trije sedimo na sprednji klopi. Zdaj pa ga lahko kar tu postaviš za Mercedesom. En tak protip v multipli, tole daš dal. Ki vam pol pokazal, zakaj. Z dr. Krepsom smo najprej spili kavico, pa smo dobili pa en voden ogled. Tu ima Til svoj kod, pa pol to je skozi se treba vedno bolj tišati. Od Alfe Bati. Ja? To je od Alfe blok motorja. To je kao the clean area. A ja, camera friendly, ja, itak. Tun. Aha. In je rekel, da imaš rad avte, ki so prašni. Zelo. Tu imaš bolj prašni avto. Fuck. Kaj pa tisto le tam gor? Ajde, da te čujem. Ne vem zakaj, ampak rekel bi Čakam. Triumph. Ali pa kakšen TVR. Volkswagen je. Karmann Ghia? What? Tip 34. Dve Karmann Ghie obstajata. Ena je tip 14, to kaj je Til zanj snimal, ki je baziran na hrošču. To pa je tip 34, ki bazira na tip 3. To je od Blaža, od sodelavca Fastback. Kaj pa je najbolj cool feature tega avta? Prašni bomo, fantje. Pop avti, ne? Se pravi, šipa zadnja se odpre, ampak nima pantov. Ideja je taka, da se šipa na tej dolžini uspe dovolj zvit, da jo lahko odpreš. Ja. Torej zvijaš šipo. Šipo zviješ, ja. Pa smo šli pa še naprej v delavnico, ker smo med drugim videli tudi tole 914 od Amerikanca. Se nam je pa že mičken modil naprej, tako da smo se od dr. Krepsa poslovili in na vrsti, da je skozi Tiplico, je bil Til. Zato si rekel, da je treba okno dol. Zato sem rekel, ja? A je to najboljši avto, kar si kdaj vozil? Cool je, mislim, dobro se pelje. Jaz
po vožnji ga ne bi klasificiral kot shitbox. To bo kar karaoke zgledal, a veš. Kdo mi bo povedal, kam gremo zdaj? Kako timer sem ne? Jaz sem za to že slišal in sem full excited, ampak kaj v bistvu je to? To je stalna zbirka oldtimerjev, kjer boš res videl par zelo eksotičnih avtov. Fun fact, Gašper je delal tam, mislim, Praksa v srednji šoli. Bož pa je meni tako fascinantna, ker je dejansko skoraj v centru Maribora. In če samo kot not pogledaš, so taki avti, da si sploh ne bi mislil, da jih lahko v Sloveniji vidiš. Wow. Tu so še za tebe, vidiš klasike 90. Kaj tazga. A pa še gor so tudi. Tukaj noter imaš res tako šest različne segmente, pač tukaj imaš JDM, pa še druge tako ikone iz tam, no, Ignorej Thunderbird, tako iz 80-ih, 90-ih, pa tukaj imaš take oldies goldies, gor imaš tudi eno kupico različnih korvet, pač koliko časa pa je v bistvu že to tukaj? Po moje že počasi 10 let, kaj takega. A samo? En izziv, pač da moraš iz tekle zbrati enega, katerega. Če bi verjetno srce zbiralo, bi zbral nekaj, kar je najbolj odštekano možno, tak ne vem, nekega Američana, ampak po moja racionalna izbira pa bi bila nek Porsche. Kaj pa ti, Gašper? Po moje bi se tudi nagibal k Porschejem, nažalost. Kaj jaz recimo, ne, pač NSX, tako, like, ne vem, vleče me k tistem avtu, čeprav v zadnje čase neki sanjaram, da bi v bistvu glih enega tazgala. Ni tako, da je spregledan avto, ampak glede na slovenskega, recimo Skyline pa super doživljata, je Z32 pač res čudovit. Ful redko je, da imaš in 3000 GT-ja in Stelta na istem mestu, postale še kabriolet, kar je tudi še ekstra posebno. Kdaj si nazadnje videl avto, ki je pofleksal, da ima airbag? Zdaj gremo pa še v delavnico. Wow. Zdaj si kako minutko za volanom tega prečudovitega vozila. Kaj porečeš? Mislim, pelje se vrhunsko, sploh za shitbox. Pa menjalnik imaš tu, Ja. niti za dlan stran od sebe. Your cheesy burger. Thank you. Hamburger. Evo, mi smo se najedli in pa smo slučajno opazili, da je zraven, se mi zdi, da vsi vemo, v katero smer gre tule. So pravila. Ok, se zdi relativno nepobrana roba. Le, ki je nekdo bil prijazen, pa jih je dejansko nastavil ene par kulskih gor. Jaz imam pač omaro doma, mislim, tako vitrinico, imam samo pač oldtimere, noter Hot Wheelse. Ok, nekaj smo najdli, pa ti si tudi nekaj vzel. Ja, mislim, da smo dokaj podobno eno stvar vzela, sicer ti imaš Camarota, jaz pa imam Chemija, Challengera. Te pravi Spectre. Potem pa sem si vzel enega Minija, pa Chevyja, starega. Good taste, tako, very on brand. Mi smo šli zdaj še mičken kar spotati po Mariboru in smo najdli tako eno zadevo. Tu je multipla in tu je... Kaj je tu? Ko smo povedala z Gašperjem Jerryju, da mu gremo pokazati to stvar, smo jo imenovala vozilo. In je vprašal, zakaj ste tako specifično mogla poudariti, da je vozilo. In sem da, ker kaj bi lahko to bilo drugo. Pač, what the fuck? A je shitbox? Jaz se grem staviti, da ne vžge. Danska je zelo drag shitbox. Zelo drag shitbox, po mojem. A ja, čekaj, tu je en avto, ko se vedno Jerry na tebe spomnim, ker jaz tu hodim na fitness. Oh shit, čakaj, tudi da je V-Racer. Ja! Holy mother of Urja. Dejansko je limuzinska verzija. Ti so mi izmer bili v nočak, zakaj ima ta Opel nek trikotnik tam? Ja, se zato sem jaz vedno tako rockfighter sploh. To je zelo možno, da je to prvi Oldsmobile, ki sem ga v lifeu videl. Pa moram razočarati nad faktom, ki mi ga je Gašper glede tega avta povedal, in sicer da je na sprednji pogon. Ne. Pa vi
7.4 motor ali nekaj takega. Ok, tu pa tako zanesljivo prvič v lifeu vidim. To je jaz prvič, ko sem videl, nisem mogel verjeti, da obstaja ta avto. Če ima fucking šotor na mesto To, da bi mi nekdo rekel, da je koncepten avto, bi čist verjel. Dejansko je pač avto, ki so ga pač redno proizvajali, ampak je pač redek, ker je mišljen za na plažo, pa mislim, da je cool. je kar omejen, kar se hitrosti tiče, ker je pač električen. Čak, je tu dejansko farba. Taka, Še en dokaz, da ko avto proizvajalec dejansko naredi nekaj zanimivega in odštekanega, ga fucking folk ne kupi. tako. Kaj, če je cool. Gospod Furaj s stilom zagovarja električen avto, you heard it here first, folks. Pač odštekanje. Je drugače. A veš, ko vidiš nek oblikovno nov avto, pa da je tako prašen, je neka žalostna prispodoba glede zoba časa tukaj noter. Zgleda kot Blender renderji, ko jih folk dela več od zapuščenih Ja. šironov pa to. Zdaj pa gremo do gospoda Roka Rainerja, a.k.a. Jaguar Farma, ki pa je gospod, ki si precej rad lasti angleške avte, sploh Jaguare, pa tudi Land Roverje. Od tam ime sklepam. Ja. In ima kar ene par zanimivih Jaguarjev. In je rekel, da naj si pridemo enega pogledati. Kje jih tu najdeš? A jih je dejansko tukaj na prodaj ali kako? IGS je zelo ful viden. Sploh tam v Celjski kotlini jih je. Pač lepi, dobri. Je to Mark 10, ne? To je Mark 10, ampak ima že v znaku 420G. Ja. G mu manjka zadaj. Ima tole, pa tole ima, pa grill ima s tem. Drugače pa vse isto kot Mark 10. Leto, to je vse les. Tudi gor. What? Res je cool, pač prezenca je. Gremo en krog. Šele tako veš, koliko je dolg drugač. Ja, to pa je ta cesta, to dol. No, pa gremo. Jaz moram reči, da sem šokiran, koliko smo drugač veliko zadev videli. Tudi, a veš, tem, ko smo se furali, je bila ena kopica zanimivih shitboxov, ful hvala za tale hang. Zakon je bilo pa... Hvala, da si prišel. Mislim, moramo ponoviti. Si zdaj gremo še na pijačo. Pa obvezno prečekeri tudi Tilov profil, ker ima res vrhunske avtomobilske vsebine in tudi on je objavil vlog točen tega dneva. Tako da to je to, pa ful hvala, ker si pogledal do konca.